Srečno živijo. Ne vem, malo akvart bilo, ampak dobro je. Kaj ti je Vmes bilo? tam tisti, veš kaj, česa se bojim, iskreno. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Itak se pogovarjali na splošno o seksu, mogoče malo baluno. Koliko orgazmov imate ženske, v bistvu bi jaz nekako naredil. V bistvu lahko kar začneva. Ok. Pa se bo že pogovorila. No, v glavnem, dobrodošli spet nazaj po nekaj časa, ko sem jaz bil len, bom priznal. Sem v goste povabil Lucijo iz Sveta užitka. Lucija, živjo. Živijo. In jaz imam vedno na začetku vprašanje prejšnjega gosta in če poznaš Hamota, Tribute to Love, če si kdaj slišala. Drugače mi zveni znano, ampak... Ajde, Ne, v glavnem nek dosti hud tip, Ok. malo starejši, tako da odvisno na kva pališ, ampak pustimo to. Da mi povej, on sprašuje, kaj lahko narediš za človeštvo, da bo človeštvo bolj človeško. Ful tako vprašanje, ampak ajde, tudi ti boš pa na koncu imela vprašanje za naslednjega gosta, tako da... Kaj lahko narediš za človeštvo, da bo človeštvo bolj človeško? Ja, tako se sliši. Čuden, ampak Ne vem, začni prodajati empatijo, samo to se ne da. fair. Več empatije bi rabili, to po mojem bi... Samo ne vem, kako bi to dosegali. Prek Okej. vzgoje, samo tle v svet. Okej, Nimam dobro. pametnega, ful pametnega odgovora, Dobro, sorry, nisem nekaj delaš. filozof. Fair, on je glasbenik, tako da je postavil filozofsko vprašanje. Cool. V glavnem, zdaj me zanima v bistvu, kdo si in kaj počneš, bi rekel, že Tomič v Aparatusu, če bi ga poslušali, ampak jaz te bom vprašal, ti bom kar rekel, povej nekaj o sebi. Prej si mi povedala, da si naredila pedagoško in zdaj pa, po čem te poznamo iz socialnih omrežij, no tako nekako. Ja, in drugače sem magistrirana profesorica razrednega pouka z angleščino. Zdaj pa delam pri Svetu užitka in pa prodajam je to? seks igračke. Kaj pa je Svet užitka? To je pa trgovina z erotičnimi pripomočki. Spletna ali tudi? Tudi fizična. Imamo v Ljubljani 2 trgovine. Ampak kar je pa meni najbolj všeč in razlog, da sem začela tukaj delati, je pa to, da dajo zelo veliko na izobraževanje, okrog spolnosti, razbijanje tabujev, odpiranje pogovorov in na splošno pač podajanje informacij. Tako da meni je bilo to ful všeč, da delajo in zato sem šla k njim delati in zdaj to delam. Fair, nice. Jaz sem dosti potoval, ne, pa če gre kar direkt na seks in te zadeve, ki so s tem povezane. Dosti sem potoval, veliko Evrope, nekaj Azije sem videl, nekaj Amerike sem videl, ampak kje je ta klitoris? Mislim, da... A je to sploh še težava danes? Ne, bom rekel, a je mogoče s tem, bom rekel, mogoče, kad ti neke profile, kad imaš ti svoj profil, pa malo, bom rekel, odpiraš tabuje, se pogovarjaš o tem, oziroma kažeš ljudem, kje je klitoris? Mislim, pač... To delam, ja. Mislim, dobro, to je zdaj neumen, ampak... Meni je ful lepo, pač, ko sem ko ženska in odpiraš do samo noge dam spolnosti- narazen in to je to, takoj si vidijo. Fairly, to je to. Zakaj bi prodajal produkt, če lahko prodaš se? Ok, dobro, sebe. To je Ne, da zdaj ne bo šlo zdaj kdo to res mislil, pač... A veš Pač, kaj? a se ti zdi, da je zdaj, bom rekel, splošno znanje oziroma izobrazba o nekih spolnosti še problem v Sloveniji, ali smo že prerasli to, da folk ne ve, kje je klitoris, no? Ker vem, da včasih je pa to bila težava. Jaz ti bom na to znala v kratkem bolj natančno odgovoriti. Jaz sem ful mislila, da zdaj že vsi to vedo. Pol sem pa gledala par različnih videov, kjer so hodili tako, veš, ko grejo na ulici do ljudi in so tako, no, tle imaš sliko, pokaž, kje je klitoris. In niso Ne vedeli. vejo. Tako da zdaj imava s sodelavko misijo, da bova šla v Ljubljano in bova hodile okrog in bova spraševala ljudi, tako da bova videla, kako je to pač pri nas v Sloveniji. Ampak dejansko še zmer eni ne vejo tega, tako da... Koliko so pa ljudje odprti glede tega pogovora in to, mislim, a je ful folka, ki te sprašuje nekaj diskretno, pa pričakuje, da boš ti tudi diskretno odgovorila, ker vidim, da veliko odgovorov, ki ti jih postavljajo, recimo na Instagram, ti jih dajo, bom rekel, dosti lepo zapakirane, da se ne more točno videti, kaj se dogaja. Veš kaj mislim, pač niso zelo konkretna vprašanja, ali je folk še ful zadržan do tega, no? Mislim, kako to misliš, da niso konkretna vprašanja? Mislim, iz vidika, bom rekel, se ljudje bojijo, da jih bo razkrinkali, ne vem, če ima nekdo nek fetiš, da se tega boji razkriti to, ali se ti zdi, da je ta intima še zmer mogoče neka tabu tema, ali smo že premagali to, no?
Ne bi rekla, da smo premagali. Okej. Mislim, da je še dolga pot do tja, bi pa rekla, da smo vse bolj odprti. Vse, kar jaz to dojemam. In kar jaz dojemam, je treba z majčkeno soli vzeti, zaradi tega, ker odkar delam pri Svetu užitka, me folk malo drugače dojema in mi ful lažje pač pove razne stvari. In v živo, in prek DM-sov. Pač tako, kar dobim zasebnih sporočil, če pač kdo kaj sprašuje, ne dobim občutka, da kdo, ne vem, bi namerno nekaj spraševal ali pa govoril, pa bi hotel ene stvari prikriti. Bolj mogoče tako izpade, ker itak težko en sporočil vse zapakiraš, a ne. Tudi, ne vem, tudi včasih ne veš, ne vem, tako. Preveč široko je, no, da bi lahko vse to vprašal, ampak so ljudje bolj odprti, no, počasi ratujemo, Slovenci tudi. Že, ko sem tle začela delati, se mi zdi, da se je že v tem letu pa pol, kar sem tukaj, da se malo pozna razlika. Pač jaz zdaj tudi na TikTok veliko objavljam in vidim tudi, da pač na začetku, na začetku so bili ful grozni komentarji, grozni tako, pač hate komentarji. Ja, Ampak tega tudi se zato, ker navadiš. sem bila jaz tudi ful cringe, pač to zdaj jaz vem. A veš, ko začneš nekaj novega delati in še nimaš feelinga. Ja, in, vem, sem je začel bilo- podcaste delati, tako da vem, kaj je cringe. Vem, kaj je cringe. No, pač meni je bilo ful težko zapakirati neko vsebino, ki sem jaz hotela govoriti o njej 1 uro v 60-sekunden video. In potem sem si napisala scenarij, kako mi je to povedala, in potem, da bi brala, govorila, in ful je bilo prisiljeno, in ful ni bilo tako pač ok. In se ni v redu izkazalo. Zdaj sem pa mečkam bolj sproščena, tudi jaz ratala, in je tudi tako drugačen odziv od ljudi. Pač itak še zmer so pač neumni komentarji, itak. Dobro, to je To bojo zmeraj, vedno, ampak to je- to je TikTok. Ampak ja, tako se mi zdi, da tudi tam folk malo bolj sprejema in je malo manj problem. Tudi prej so ful video prijavili. Zdaj na začetku sicer vedno povem, pač, če te ne zanima, če si premlad, ne gledati. Tudi ne definiram, koliko je premlad, pač to ne vsak zase določi, ker jaz ne bom tle nobenega policista se šla in rekla, ti si, ne vem, star 13 let in si premlad, pač, who am I to judge, pač. Glej, po lastni odgovornosti. Kdaj se pa te posebno zdi? Ja, te vsebine, ki jih, pač tako jaz bom tako rekla. TikTok je uradno aplikacija, ki je za 13-letnike in gor narejena. In jaz ne objavljam vsebin, ki se mi zdijo, da ne bi bile primerne za starejše od 13 let, ma tudi se mi ne zdi, da so vsebine, ki ne bi bile primerne za mlajše. Pač za moje pojme se mi ne zdi, da dajem kakšne take sporne stvari. Ja, Tudi najbolj so bodimo bili... realni, nisi edina, ko o tem govori, marsikdo bolj o tem govori. Vsaka fora danes je že na seks, ne? Ja, Tako itak. pogledaš in se mi zdi, da mogoče res, da lih to je tudi zanimivo, ker prehaja počasi v bistvu. Seks vedno, se mi zdi, da vedno mlajši ljudje se s tem ukvarjajo. Okay. S tem srečujejo, mogoče lahko rečem. Ne, se mi zdi, da včasih je bilo mogoče, ne vem, koliko si ti generacija, jaz sem 97-letnik. Jaz sem 95. No, se mi zdi, da včasih mi nismo, ne vem, se mi zdi, da ni bilo toliko prisotna zadeva. Mogoče, da je skozi te socialne, neki internet in to, da je prišlo to bolj do izraza, da zdaj pa vse dosegljivo na internetu, ne. Ker je pa mogoče tudi, se ti zdi to problem, mogoče problem, da bom rekel tako, da neka spolna vzgoja v osnovni šoli je še zmeraj spolna vzgoja v osnovni šoli in je, bom rekel, zelo plitka, kar se tega tiče, po drugi strani pa je vse že tle na TikToku in pol mogoče, da ne sledimo, bom rekel, z izobraževalnim sistemom temu, kar pa se dejansko dogaja. Ful dobro vprašanje. Okay. Jaz pa o tem zelo veliko zapovedati, ampak bom probala ne preveč, Da vas krčiti. ne preveč zaiti. Internet nič ne moreš narediti. Pač internet tukaj je, tako je, kakor je. In nažalost pač je na nas, da se adaptiramo. In na šola je absolutno premalo naredi, kar se tiče spolne vzgoje. Je od šole do šole različno, ampak kar se kurikuluma tiče, pa to absolutno premalo, prepozno se začne, pa informacije niso relevantne, v bistvu ne grejo s časom. Pač spolna vzgoja je bolj kot ne. A spolno vzgojo lahko uči 60 let stara profesorica? Ja, če se pač je pripravljena malo pripraviti na to. Adaptirati, ja, Ker tukaj je problem, ker spolna vzgoja ni samo, da se ti naučiš, kaj so spolni organi, kako se otrok naredi, da je treba jajčice pa spermi, pa kam gre penis in to. Ampak so tudi stvari kot pornografija. Pač noben ne pove otrokom pač o pornografiji, o tem, koliko je to vse zaigrano, da pač
to ni nek realen to je prikaz zaigrano. spolnosti. Exactly. Ali pa consent, pač konsens je nekaj, o čemer se v šoli, ne vem, če se je kdo učil ali pa Kaj pa je pogovarjal. konsens? To se pravi, to, da se oba udeležena strinjata s tem, kar se bo zgodilo. Aha, samo ja pomeni ja, recimo. Recimo, ja. V grobem, če gre. V grobem, ampak je več od tega. Pač to, da se znaš pogovarjati, pač noben te ne nauči tako pogovarjati se o spolnosti, da pač izraziš svoje potrebe, da veš, da lahko vedno se premisliš, da imaš da ti da nekdo zaupanje sam vase, pač itak ne more ti noben tega dati dobesedno, ampak lahko ti to nekako privzgojijo. Ne? Ja, mogoče je to že problem. Ja, ok, to je zdaj široka tema. Ful široka. V glavnem, kar hočem reči, je, da izobrazbe je čist premalo okrog vsega tega in če bi pač se o tem pogovarjali in starši s svojimi otroki, kar je pač tudi velik problem, ker z njimi se niso starši njihovi pogovarjali, oni zdaj ta krog nadaljujejo, eni ga pač prekinjajo, ampak ne vsi. Ne? Imaš rešitev za to? Ja, rešitev Oziroma, kaj je za tvoje pojme rešitev? je prvo kot prvo šolski sistem. Je treba pač preurediti prek šolskega sistema, pa tudi pač prek vzgojiteljev, pa vzgojitelj bi se lahko tudi naredili kakšne. Ampak to je tako, to je res velika zadeva. Pač to zrihtati je itak big thing. Ampak lahko bi se pač že prek šolstva starše tudi izobrazili, saj osnove tega, pač kako reagirati, ko vidiš, da se, ne vem, otrok dotika svojih intimnih delov, kaj narediti, če, ne vem, otroka zelo težko gleda pornografijo, ampak to je že pol za naprej. Kako se spopasti z vprašanji, ki jih imajo otroci. Ko imajo majhni otroci, imajo že vprašanja, ki sprašujejo, kako je pa prišel otrok v trebuh. Pač jaz se spomnim, ko sem bila jaz majhna. Ja. Jaz se tega živo spomnim. In sem mami vprašala, kako pride pač otrok v trebuh. Tako jasno mi je bilo, da pride otrok iz trebuha, ampak kdo ga je dal pa tja noter, pač kako se to zgodi, pač od česa. Ja, in pol je tudi problem, ker ni odgovorov, jasno. Ja, ona mi je rekla, ti si premehna, da bi razumela. In meni je bilo krivo, to najbolj krivo. A je boljš otroku, ko te to vpraša, reči štorkelca pa te zgodbice, ali biti straight up pa povedati, ko je. Poveš, a veš, mi smo odrasli in tako pozabimo, da stvari se da poenostaviti. Pač mi vemo vse, otrokom ne rabiš vsega povedati, pač zdaj vse detajle. Ja, kako, ja, razumem. Plus, če v tistem momentu, če te otrok preseneti, rečeš, ok, bova šla v knjižnico, si bova sposodila knjigo, ti bom veliko lažje tako razložil. Obstaja ful knjig, ki pač pomagajo to otrokom razložiti in tako naprej. Tako da, no. To imam doma. In kakšna ti je? Super knjigica, mi je pomagala. So ti jo dali starši? Ja, meni se zdi, da ja. Cool. Grejo zdaj še malo bolj naprej na te teme, bom rekel, mogoče malo bolj direktno na seks, da ne bojo samo o spolnosti govorila, oziroma seksu, o aktu. Da ve malce. Koliko orgazmov imajo ženske, ker jaz sem moški in da bom izobrazil zdaj svetovno populacijo. Koliko različnih orgazmov obstaja pri ženskah? Noben nima pravega odgovora, ker jih vsak malo drugače kvalificira. Ker se ne more niti odločiti, pač ti poznavalci, ali je klitorisni orgazem pa orgazem G-točke v bistvu še zmeraj klitorisni orgazem. Ampak na drugačen način. Ja. Ker večina žensk reče, da je malo drugače. Ja, pač po občutku, če vprašaš ženske, ki doživljajo oboje, pač, ja, jaz vem samo za klitorisnega. Lahko po reakciji rečem, da je drugače. No, ne, ampak tudi pač jaz sem enkrat delala tudi pač vprašalnik na Instagramu in pa tudi pač prebrala sem tudi pohranjenih teh. Ampak ja, ženske pravijo, da je orgazem pač občutek drugačen, ampak saj dejansko je stimuliran drug del klitorisa še zmeraj, ne? Ker pač G-točka je v bistvu tisti del nožnice, kjer se pač na njo naslanja v bistvu klitoris. Ker klitoris, če slučajno kdo ne ve, ni samo na bunkico tam gor, ampak je ful večja struktura, tako take oblike recimo, pač če tle glavica, to vse je pa noter v telesu, in če tle je pač nožnica, tako le pač objema nožnico. In če pač stimuliraš tako gor, stimuliraš v bistvu klitoris, ampak bolj noter. Tako da še to, imaš pol ene, ki rečejo, no, v bistvu je pač G-točka tudi orgazem klitorisa, eni, ki so tako ne, pa je tako drugač in ne more ti noben povedati, koliko jih je. V bistvu ugibamo, a sta dva ali en. Mislim, ne, imaš pa orgazem, lahko ene ženske doživijo orgazem bradavičk, ene ženske doživijo orgazem, ki trenirajo, naprimer, veš, ki delajo one kranče. Ampak okej. Ja, pa jahajo konje pa to. Pa ko jahajo konje ali pa ko kolesarijo, ko jih pač stimulira klitoris. To je ta orgazem. Vse, ja, okej. Ja, pač, a veš, na različne načine, ali pa ene ženske doživijo mentalne orgazme, pač, ker si lahko z mislimi se pripeljejo do orgazma. Noben se jih ne rabi dotakniti, one lahko sam ležijo in jim pride. Ali pa pač orgazem v spanju, pač podoben način. Vam je ful lažje.
tudi vidiš biti orgazma v spanju lahko. V spanju ja, ampak mentalnega pa ne. Težko, no ne vem. Težko je. Ja, je za moškega je malo drugače, ampak ja, pa tudi moški nimate samega orgazma. Ok, tell me more. Orgazem prostate. Ok, fair. Prav, moški imamo 2 orgazma, dejva iti naprej. Ker me zanima, razumeš? Moški imamo 2 orgazma, samo 2. Ali tudi mi lahko doživimo na konju orgazem. Potem imaš tudi, to pa prakticirajo bolj pri tantri, orgazem brez izliva. A si že slišal za to? Ja, sem. To je pa orgazem, pri katerem imate moški lahko več zaporednih orgazmov. Sperma v bistvu, pač namesto da bi sperma se ejakulirala, se absorbira nazaj v telo. In to ni nič, pač, naprimer, pa to zveni ful strašno. In tudi jaz, ko sem pač prvič za to slišala, sem lahko, to pa ne vem, če je ok, ampak je nič ni narobe s tem, nobenih zdravstvenih zapletov. Zaradi tega dobiš pol blue balls. Ne, zaradi tega, ker dobiš pač sperma, pač ni tako, da bi sperma ostala pač v tvojem telesu, ampak se absorbira v telo, v mehur gre in potem jo razgradiš. Ja, tako da ni, da bi se pa zdaj to v tep nabiral. Se pravi, in je v bistvu nekaj novega, ampak kar mi je v možgan prišlo. A bi lahko teoretično zaplodil žensko, če si imel predtem ta tantrični orgazem, oziroma kakorkoli se mu reče, in gre to mehur in pol uriniraš in pride to nekako v žensko, a bi lahko zanosila? To pa je zelo dobro vprašanje, na katerega ne bom odgovorila, ker ne vem. Ne bi Mislim, si to je upala bil nič zdaj trditi. sam moj možgan. Jaz bi rekla, da ne, ampak to pa ne Uporabljate vem. kondome, folk, ok? Ne lulati v ženske, I guess. Ja, ok, to sploh nisem tako mislil, pa zdaj spadal. To je bilo tako ful, ja. To je bilo zdaj evo tabuji, ampak pustimo to, ne, A ampak... zdaj gremo na golden showers, ok? Ja, zakaj to ljudem paše? A je to sam fetiš, a je to ego? Fetiš. Ampak kaj je fetiš? A je fetiš to, da enemu tipu bolj sede blowjob, enemu pa dogi? To ni je bolj fetiš. kink. A poznaš razliko med Ne kinkom mi pa boš pa fetišom? povedala. Kink je nekaj, kar te tako pač te pali, da razmišljaš o tem, ti je fajn, če še zraven med seksom. Fetiš je pa nekaj, kar v bistvu rabiš za to, da ti pride, za to, da res uživaš v seksu. Če imaš ti neki fetiš, brez tega ti ni toliko dober, ne boš mogel toliko uživati. In naprimer pač, če imaš zdaj kink, pa ti je uriniranje kink, ti je pač ful dober, da pač, ne vem, lahko ali ti pač uriniraš po partnerju ali pa da partner urinira po tebi. Če imaš pa fetiš na to, pa pač brez tega ti ni pač sploh seks. Ti je tako čist brez veze, zdaj ta izkušnja cela. Oziroma pač itak ni seks, tudi to, evo, a te moč, če jaz tako skačem iz teme na temo? Ne, izvoli, jaz bom pa vmes pol postavil kakšno vprašanje, tako da... No, to bi še rada povedala. Nadaljuj s TED Talkom, ne se hecam. To bo na koncu moj monolog, samo sploh ne bo podcast, ampak bo tako Lucija, da vse iz sebe ven. Tako je. Ampak pač seks ni samo pač ta penetracija, pač penisa v nožnico ali pa v anus. Sprav pol imajo tipi, ki so se ljubčkali pa s prsti karkoli počeli, imajo pol višji body count. Ja, dejansko. Damn, pač, son. Ja, Ok, kaj je seks? Seks je ful velik stvari in to, kar ti pač definiraš zate, da je seks, je seks. Ok, če se zdaj ti ok, odločiš, da jaz je zate sicer seks nimam samo... tako, bom rekel, zaprtega mnenja o tem, ampak ja, seks ni samo insertiranje kasete v celi predvajalnik, jaz ne vem, kako se še izrazim, ampak mislim pač samo, kako se temu strokovno reče? Penetracija. Penetracija, ampak seks je, kaj je seks? A je seks že ljubčkanje? Ne bi rekla, da je seks že ljubčkanje, razen če te to skrajno vzburja in se ti zdi, kot da je seks. Pač, ker naprimer, evo, že oralni seks, ima že v besedi seks. Oralno zadovoljevanje, oralni seks, že to je seks. Ker potem, a veš, pol pozabimo, da obstajajo ljudje, ki imajo tudi, ne vem, različna telesa. Imaš ljudi, ki so mogoče gibalno ovirani, ali pa ni, da ni in... Nekaj mačkam sem govoril, ja, že s kolegom o seksu z gibalno oviranimi, tudi v enem podcastu. Mislim, tako dotaknila sva se tega, res nisva o tem poglabljala, ampak ja, to imaš prav, ja, saj nekdo, ki mogoče zaradi nesreče ali pa karkoli ne more erekcije doživeti, ne, pač je to tudi malo drugače seksati, ne, mislim. Tudi, naprimer, ljudje, ki so imeli kakšno tako poškodbo, pač naši možgani pa naše telo je tako full amazing, kar se tega tiče in lahko telo dobesedno preuredi vse te živčevje, tako da pač druge čutiš vzburjenje oziroma ful veliko užitka. Naprimer, ušesa so ful taka. Točno to sem hotela reči. Že si gledal film, ki je bilo v tismu tetraplegiku,
En Ne, film je žal bil, nisem kjer je bilo gledal. pač to ful dobro prikazano, ki je isto, ali sta celo najela, zdaj se bom zlagala, ampak mislim, da sta najela prostitutke ali nekaj na to foro, ali maserke mogoče. In on je hotel, da ga samo po ušesih masira. Pa ker ni mu je bilo to slovenski tako. film, ampak pa ni Mislim, da je angleški film. francoski. Ja, Ker je pa on dva črnc, invalida pa sta. ne, en črnc je, ki je njegov caregiver, ki skrbi za njega, pa on. Ne, oskrbnik. da je živalno Ja, no, del. skrbi za njega v glavnem. Kako se res temu reče, ker oskrbnik, jaz imam zdaj- Oskrbovalec. A je? Oskrbovalec, recimo. Nekaj tazga. Oseba, ki skrbi za njega in mu nudi pomoč. Evo, pomočnik, osebni asistent. Bam, Ja. evo, najdla izraz. Ok, zdaj smo zašla spet. Mislim, zašla, zdaj smo nekam spet šla. Ker Jaz sem očitno samo je v napovedala, tem- da ni seks samo penetracija, ampak da je veliko več stvari. Tako. Kjer seks je boljši, daljši ali krajši? Ja, ne vem, jaz te sprašujem stvari, Odvisno, to me ki sem jih vprašaš. slišal med tipi. Odvisno od kaj ti paše, od Se momenta. pravi, ni odgovora spet. Ne, pač to Koliko je sem pa končnih odgovorov o seksu? Ej, sploh so. A so končni. kakšni fakti o seksu? Ja, itak, da so. Recimo. Zdaj smo kar neki. Večina žensk lahko doživi orgazem samo, če je neka dodatna stimulacija klitorisa. Samo s penetracijo Kaj to veliko pomeni, žensk samo ne more. vibracija ali tudi, bom rekel, prst? jezik? Ne, kakorkoli, kakršnakoli stimulacija. Naprimer, enim ženskam je že to dosti, naprimer, tako da je ženska na vrhu, je za veliko žensk, Aha, in se drgne. ja, ki se lahko drgne. In pol tako zgleda, kot da je prišlo, ko je pač je bila penetracija, ampak v resnici je, bila zraven, je bil še zraven stimuliran klitoris. Fair. Tako, ko so delali raziskave, pač zdaj to je pač približno, ampak a ne, ker ne moreš zdaj vseh ljudi na svetu vprašati, ampak okrog 75% žensk rab dodatno stimulacijo klitorisa, samo okrog 25% jih lahko doživi orgazem samo s penetracijo. To je naprimer nekaj, kar je. Sprav nekak tipi fact. se ne rabimo sekirati, če ne pride vsak. Mislim, se moraš potruditi na druge načine, a ne? Ja, Ampak no, fair, je pa fakt tudi to, da pač orgazem ni pokazatelj dobrega seksa. Pač orgazem ni nujen za to, da ne vem, Kaj pa ženska je uživa. pokazatelj dobrega seksa? Da uživaš, da se imaš dober. Da ti Jaz bi re- lahko okej, rekla za tako- okej, fair, ja. Ne, sej, jaz postavljam neumno vprašanje glih zaradi tega, da malo vodim. Ne Ampak več kaj ja, ne testiraš. Tako kaj. Mečkanje. Cool, tišina. Tako kot sva začela že prejle, si prišla v tišini. Kaj sem te še hotel vprašati? Kaj je najmanj, kar lahko stori tip, recimo, če bom rekel, če imate dolgoletno razmerje, pa mogoče bi rada popestrila seks, kaj je najmanj, kar lahko storiš? Novi To, da se položaji. pogovoriš z žensko in jo vprašaš, kaj bi si ona mogoče Ampak želela. veliko žensk tega noče, oziroma si ne upa. A je to pa problem, da je slaba zveza? Bi rekel, da Ne, ja. problem v komunikaciji. No, se pravi, slaba zveza. Razmerje. Ja, komunikacija je kar pomemben del. Ampak če zdaj šele po dolgoletni zvezi ugotoviš, da ne morete se pogovarjati o teh stvarih, je že mečkan pozen. Ampak je pa vem, da to realnost veliko ljudi in nočem zdaj reči, da zdaj ste pa Ne tega doomed reči. forever, ker pač niste. Ne tega reči, ker je težko. To je težko, no. Ampak To je zdaj, kot da sem vidva tle svetnika. ne, pač Pa veva vse, ne veva vsega, veva jaz vsega. nimam pojma, jaz sem še devičnik. Ne, dobro, to bom verjetno ne, ampak ful mi je bilo dobro. Ena moja kolegica je šla pred kratkim na razen s fantom in je tako kliče in prav, Lucija, jaz sem imela najboljši seks svojega življenja, bilo je tako dobro. In Zadnjič. zakaj je bilo tako dobro? Ker je bilo zadnjič. Ne, zaradi tega, ker ste se pogovarjala. Je rekla pač, on je meni povedal vse točno, kaj njemu paše, jaz sem njemu točno Ja, povedala, ja. kaj meni paše in sta se vsem pogovorila in je bilo the best, bombastično, najboljše ever. In A je pač prvi- komunikacija je res ključ do ne samo dobre zveze, do dobrega seksa. Drugače pa tudi, mislim, drugače pa odvisno od para do para, ful težko da šle. No, ja, Neka, veš, zdaj recept, navodila, kao, tako zdaj, je. Če boš pa to naredil, potem bo pa pač tvoja beba najbolj srečna in bo top of the top in pač s tem ne moreš zgrešiti, ker pač tega odgovora nažalost ni. Fair. Zdaj bodo Ja. vsi, ki bodo to gledali, bodo tako, ta Lucija ima samo nekaj na pol A so odgovore. pa razdrla kakšno razmerje. Če ste ga, nič se bat, 1 let rabite približno, da prebolite. Drugač, Tako piše. kar to ne bo prav. Koliko? Pravijo, da ne vem, da toliko časa, kot si bi skupaj, pol tega časa rabiš, da preboliš. Tako da tvoje boljš, 1 leto rabiš. Če ste skupaj Povprečju. 12 let, 1 leto, good.
Ja, ok. Eno leto, da pozabite. Če ste pa samo en mesec, pa nov en let trajali, bo pa manj trajali. Ne, 3 mesece, pri meni je 1 let, ampak pustimo to. To je pa že idealiziranje, veš, to je pa problem. Ampak pustimo to. To so zdaj že osebne izpovedi, ki pa vas ne zanimajo, oziroma boste povabili na pivo, pa vam bom povedal. Ljudi ni take stvari zanimajo, take osebne izpovedi. Sploh, če te zdaj spremljajo na tem podcastu že nekaj časa, čakajo, da boš kakšne take Škaj, ful imam tako različne goste in pa imam nekoga, ki ga vojska zanima in bo letel na ta podcast in bo tako, kaj je to. Ampak le mogoče, ne vem, bo pa on svojo ženo bolj zadovoljil ali pa ona svojega moža, kakorkoli, ko bo prišel iz vojske, ko bo rešil državo. Cool, naslednje vprašanje, ki sem si ga želel zastaviti je, v bistvu, kaj pa danes te igračke? Da greva malo na to škatlo vzadaj, ki jo imaš, čarobno škatlico. Jaz sem prinesla, ful stvari. Kaj si prinesla? Kar povej. Ne rabiš pokazati, ampak v 2 stavkih povej, kaj si prinesla. Glede na to, da Lucija dela v svetu užitka, se je odločila, da bo naredila še malo promocije. Ne, to ni promocijski material, mene dejansko zanima. Malo bo meni pokazala, ker bom priznal, nisem še šel zares se sprehoditi čez sex shop. Res ne? Ne, zares pa še ne. Bom to naredil. A delaš kje v kakšnem prav tam, da pridem? Ko bom nekoga poznal, pa me ne bo neprijetno, pa me ne bo si. Ne morem kaj? Nikoli nisi bil zares? Ko sem delal v BTC-ju recimo, kot gasilc, po noč, ko smo zaprli Halo A, sem šel malo okrog vitrine, malo bolj vizija. Noč sem tudi stopil, ampak smo imeli takrat požarni alarm. Nisem pa prav posebej gledal levo, desno. Ampak ja, priznam, da mogoče to je ena stvar, ki jo moram narediti. Ampak koliko časa nazaj je bilo to? Ja, 3-4 leta. Okay. Ja, takrat še nisem čist doumel vsega, kar bi mogel doumeti. Oh my god, you have to go. Ja, grem, bom, evo. Mislim, zdaj sem ti jaz prinesla mečko in sex shop. No, lik zato, moj avto je postal ravno kar sex shop. Tako da izvoli, kaj imaš za pokazati, pa da bomo me še sprašal stvari, ki ne vem. Jaz sem prinesla malo več stvari za moške, ker si ti moški. Ojoj. V glavnem obstaja dildo, obstaja vibrator. Čakaj, dildo? No, deva. Kar jaz vem, bom povedal. No, evo. To je dildo. To je dildo. Ti je všeč? Je to povprečno? Ja, super je. Imate malo pod povprečjem, ampak... Pod povprečjem. Ja, daj to govor, še govor, pa bo se folk samo mora delati, že tako smo prvaki. Tako stisem ga pač. Ja, okej. To je to en tak full hud material je. To je legit. Silexpan in to, če daš v toplo vodo, rata malo mehkejši. Tako ful je fajn. Ja, pa je tako ženske toplo. Ja, ampak lahko ga daš že prej, zaradi tega, da že tako, ko ga daš noter, da je tako. Da ne zazebe. Zdaj je mrzlo, sem ga imela v avtu in... A to ima, ja. Hudo. To je ful čudno. Upam, da ne vidite tega. Upam, da se vidi, zdaj tam le odtis. Skole dol. Ampak ja, zdaj je trd, ker če ga daš pa v hlad. Ampak a je to realno povprečna velikost? Za moje pojme to ni povprečna. Je itak, da ni povprečna, le to je skoraj moja roka. To je a little bit big, tole cel tale moj del. Prav, v bistvu ženskam bi znali sedeti, če bi tipi delali fisting. Tale je že skoraj en fisting, ja. Ampak ženskam to sede? Enim ja. Kako pa to veš? Ja, jaz neumno vprašanje odgovarjam, ti si strokovnjak. Ja, ne, drugač dobro vprašanje, kako pa veš. Ja, ne vem iz lastnih izkušenj, to bom priznala. Ne, veš kaj, jaz ful podcaste poslušam in poslušam veliko podcastov o seksu. A moraš zato, da veliko veš o seksu, seksati ali moraš veliko o tem brati pa poslušati? Če boš sam seksal, boš tudi lahko veliko stvari izvedel, ampak boš mogel z veliko različnimi ljudmi pa veliko različnih vprašanj postaviti, pa biti zelo odprt za veliko stvari probati. Pa res moraš biti, ja. Ne, po mojem kombinacija obojga, ampak če hočeš veliko vedeti, boš hitrejš pa več zvedel, če boš bral in poslušal o tem. Tako je, to je moje profesionalno mnenje. Večji ali manjši penis, kaj je boljše? A velikost, oziroma klasično vprašanje, velikost ali tehnika? Jaz rečem tehnika in večina žensk reče tehnika, imaš pa tudi izjeme. Okay, ja. Ampak zakaj je velikost tako pomembna? Ker nekaj sem bral, povprečna, je to vagina? Ja, je vagina. Nožnica, ja. Nožnica je koliko 8 cm. Zakaj bi pa imel 16, 18, 20? Ja. Ali je to, da ti neke notranje organe premika in te pol ne vem, kaj dela? Ja, in ful paše pač ta feeling, da jih tako res zafila. Okay, ja. Tako da pač imaš te size queens, se jim reče. Kar pač glej,
to each their own. Nisem se nič ne obsojam, pogovarjava se, ampak to je tako večje vprašanje, ker veš, da tipi se pa... Tipi se ful več kurce sekirajo, merimo, no, mislim. kot ženske za velikost. Ker, kot sem rekla, pač itak večini žensk ne pride samo s penetracijo, rabijo še nekaj zraven. In zato je tehnika veliko bolj pomembna. Zato je veliko bolj pomembno, kaj znaš ti z usti, kaj znaš ti s prsti in kaj potem delaš s tem, kar imaš, kot sama velikost. In pa velikokrat pač to sem slišala, je pri tipih, ki imajo velikega problem, ker ne dajo nič na tehniko, ker se tako, Ker jaz so imam kralji. makino in kaj bom jaz, kaj jaz tle rabim. In Ja. potem, In pol sam nabijajo. ja, exactly. In ni nič, ne? Ja. Bi. Tako da definitivno, Prasci. Ok, na cool. tega dam zdaj tep. Super, Lahko hvala, ga ga bom imaš. nekam dal. Kaj, za domov? A ja, fisting, kaj smo o fistingu govorila. Ok, no cool. To, To sem še farnes, to furada farnesem sam zaradi tega, ker tako Ampak to- ljudje radi vidijo. Ok, zanimivo. Ampak ja, tudi uporabljajo to ljudje. Lahko tudi odložiš, kaj, a nima nič. Mislim, kaj? Odložiš? Ne, sem mislil tako, da bi bilo stojalo za kaj. Ja, dejansko bi lahko v bistvu gor, ampak Nice, ključe, ja, definitivno. hudo. Lahko je šel krasek, tako da. Cool, za smrekco, evo. Ne, kaj Nimam. sem hotel reči, a je ta fisting je ful razširjen fetiš, oziroma bom tako po kmečku vprašal, koliko tega prodate? Ni to razširjeno, ampak Itak imaš Ne. roko običajno, ne? ja, sem spet drugačne. Okay, Tudi sam sebi ne moreš lihro. Mislim, lahko jo daš, jaz sem da zdaj na erotičnem sejmu, prvič v lifeu, a si že bil? Ne, nisem še bil, ja vem, moram To biti moraš v redu. Ja. No, v V glavnem, Celju je beba bil si je včasih, dala. zdaj pa ni več v Celju. Bo spet v Celju, baje. Ok, cool, Tako da. to vem. Pa in- na to je vem, da je bilo tam, to je to, kar vem. Ok, zdaj imam že no, dve evo. stvari. A ja, v glavnem, beba si je dala celo roko, pač vase. Sama sebi. Sama sebi. It was Okej. impressive. In potem sem slišala, da je potem po šovu, je, ne vem, če ta ista beba, ampak ena beba je bila pol tam na odru in je nekdo iz občinstva je dal lahko celo roko noter in pa ona tam žvalila vse, ki so bili pač pred njo, tako da je bilo kar zavidati. To se Ampak pravi, zakaj bi to gledal? zakaj bi to gledal? A veš, kaj mislim? A ni mogoče prav, da tega ne vidiš, pa to narediš, pa držiš neko intimo, kar se tega tiče? To je tako pa ležite vprašanje. V smislu, te zdaj zanima, kakšne ima. Ja. Eni pravijo, o seksu se ne govori, ampak se počne, ne? Okay, A ja. je to old school izjava, verjetno je, ne? Ja, mislim, da pornografija obstaja že od Evo. nekdaj praktično. Pa to pa je težko. To pa lahko dvojni dildo narediš iz tega. Ja. Ja. To je pa tudi lifehack, če hočeš narediti dvojni dildo, daš dva ta dilda skupaj s priseskom in ga imaš. Dem, samo rabiš tole kupiti dva. Rabiš imeti Kasneje je prvem dvojni. bližen isto velikim tem. Pač te sta oba Ja, ful ja, težka okej, in okej. se ne zlepta lepo skupaj. Ampak to je zaradi materiala ali je to zaradi kakšnega efekta oziroma zaradi... Tok težak ali? Ne, ja, zakaj je taka teža? Je to zaradi materiala ali je to ja. izključno zaradi tega, ker je tudi efekt drugačen? Zaradi materiala. Ker je Okej, material cool. pa kaj velik Zdaj velika škoda, zadeva. nimam neke Imaš pa police tudi tle, kovinske dilde, Evo. na primer, ne? če se bo videl. Ja, sam upam, da ne bo ti šipa šla v šul. Ne bo, se zdrži to. A pa če ne bo... Ne, ko jo butneš, ne, da nimaš kakšne une, veš, mikro Ne. razpokice. Ne, nimam. Kaj Če sem ne že bo hotela pa... reči? kakšno- Ok, takole bo. Ful dobro zgleda drugače. Ful dobro, sam po mojem se ne vidi, ampak bo videla to pol. Ja, ok. Če ne bomo pa pol ne zakončili dal pred Če bo njim. zdržala tlete vodkov, samo direkt v... Ok, cool. No ja, ne vem, kaj sem hotela reči. Nima Tle veze. imam, lahko ti pokažem najbolj... To se pravi, ti Prodaja. pa sploh ne poznaš teh stvari. Ne? Nekaj, je- mislim, vem, to je naporen kubo prodaja. No, a si flashlight poznaš? Ja, Ok, kaj je flashlight? flashlight je to, načeloma. Za naše gasilce je flashlight to, nekaj podobnega, oziroma je firma flashlight. Ampak to verjetno ni to, ne? Svetilka ročna. Ja, maja je lej. Taka ameriška style, big size. Ok. In to ima nek pokrovček, Aha. zanimiv. Pošlat, Ne bom. prosim. Ok, to je full legit. Sam noter imam še to, čakaj. Hočem, da imaš cel experience, tako da bomo Okej. takole naredili. Opala. Dobite še džabe dildo, mini dildo. Okay. Zakaj se ne zadovoljevati zelenjavo? Zato, ker ni čista, ker je ne moreš dobro čistiti. Lahko daš kondom čez, pa potem neki bo. Ok, fair. Super. Problem pri zelenjavi je, da Nisem je prej si porozna, rekla ne. full experience, jaz tle ne bom legit experience, ampak ja. Przdaj noter. Ok, to je Povej, isto. kako je. Skoraj isto. Kaj? Ja, feeling je isti. Ja, tale je tu najbolj realističen masturbator, ki ga lahko nakup. Plus, oni prodajajo tudi grel za masturbator, ker Ja, ker je tale malo mrzel. In bi me malo Sploh spomnil, ja. da mogoče seksam z... mikrofilija, mar ne. Tako Ti je. ni to glih. Ampak zanimivo, no? Ja, tole je... Sam to rabiš nek fajn. lubrikant, če verjetno. Ja, rabiš z vsemi Oziroma odvisno od masturbatorji. ženske.
ampak pustimo. Mislim. Zakaj ženske kakšne niso mokre, pa narediš karkoli, pa same se tega zavedajo, da pač niso mokre? Lahko, A mi ful stvari kdo lahko na to noter vpliva. karkoli, ker sem jih kar začutil nekaj vlad. Ojojojojoj. Ne, čist je, čist. Super, bom se pa Brez razkužil. skrbi. Ne, tega le imamo samo for showing. Prikaznik. Ja. Sem ga Okej. tudi jaz uprala po, imeli smo ga na sejmu in je kar mal znucen, ker je folk pač na suho noter prste dajo. To se ful vse narobe sliši, ampak pustimo, meni je smešen, meni je kul, gremo naprej. Ok, to je zdaj masturbator. Za moške, seveda, logično. Za vse, ki imajo penis. Fair. Ampak ja. Okay. Kaj sem me vprašal prej? Nekaj sem me vprašal, pa nisem odgovorila, se mi zdi. Ne vem. V glavnem, to je zelo realistična zadeva. Pač, lubrikant rabiš. Ja, ženske? zakaj? Aha, ja, to, evo. Lahko je veliko stvari krivih, lahko so zdravila, tudi kontracepcija lahko na to vpliva. Okay, Samo če to ti nima, noben ne pa kaj? pove. Lahko vpliva Je možno tudi samo stres. naravno, tako pač. Ene ženske so samo same po sebi mokre. Ok, fair. Tako da lahko je genetsko, lahko je stres, lahko so zdravila, lahko je kakšna bolezen neodkrita ali whatever, sam to zdaj ne. Okay. Ampak ja, fuljenih stvari, pa tudi odvisno je od dneva v mesecu. Pač tudi cikel na to vpliva. Okay. Tako da med ovulacijo si Ja, o bolj tem se mokra. nismo toliko pogovarjala. To sem z eno Katjo Podbevšek, če si slišala. Nekaj ima tudi en Instagram predvsem o teh nekih naravnih Z obliko metodah. zaščite. kontracepcij. Ja, čak, kaj ima ona že? Ne vem, moram jo Am- povabiti, učiteljica je drugače v šoli, ampak s Kamanka je. Zdaj mi je ful znano. to. Bova pol. Ja. V glavnem, glih zato te ne sprašujem o menstruaciji in o ciklusu, no? Se opravičujem za nepravilne izraze. Ampak v glavnem o ciklusu se glih zaradi tega ne pogovarjajo. Toliko verjeten je tudi del spolnosti, seveda je. Ni nič narobe seksati med menstruacijo, I guess. Podmazan. Fair. Tudi lahko zmanjša krče, pač enim ženskam ful paše. Ja, to sem tudi že In tako slišal. naprej, tako da se veš, kaj pravijo. Ne Prav vem, mornar tudi po Rdečem morju to poje. sem že slišal, ja. Evo. Ampak ja. Tako da ja, ampak se ni nič narobe s tem, da se uporablja lubrikant. Pač, ne vem, jaz naprimer nimam nekih ful problemov s tem, pa imam skozi lubrikant pri roki. Tudi, če Pa si uporabljaš slišala za rdeč lubrikant? rdeč lubrikant, ne. Razsvetli me, kaj? Baje, da imajo neki tipi fetiše, pač na seks med menstruacijo, Ja. ne? In pač obstaja rdeč lubrikant. Tega pa mi nimamo. Wow! To sem jaz na internetu najdel. Ful dobro, evo, to pa nisem še slišala. Ful Evo, dobro, hvala za tole. vrhunsko. Imamo Cool. pa take, ki so kot sperma. Kul, me ne zanima. Za krim pajse. Nimaš s sabo? Ne, sorry. Ne, zdaj še bolj, če ne bi mogel Sem se globince. ti ne videla zdaj. Ja. Prelivala, ojoj. Tole poznaš? To uporabljaš? je, ne, žal ne. Tole? Žal ne. To je bič, bi rekel, oziroma kako so to strokovni izrazi, mi povej. Tole je flogar. Bič je, če ima samo eno to. Aha, to je za konj. Oh my god. Drugač, To je bič, ok. drugače Oziroma je pa za flogger. konje. Ful, je to pa bi znalo prav biti zanimiv. drugačen. To je gagball. A si že pač kdaj imel to v roki? Si že kdaj uporabljal? Ne, nisem. Se bo o tem še potem pogovorila. A pa Ja, jaz sem zdaj interesent za nakup, kaj mi že ne rabaš meni prodajati. Ne? Mi da se zdaj sam informativno. A to ima vedno lukne, kdaj tudi nima. Kdaj tudi nima, ampak je fajn, da ima luknje Ja. za tega, da lahko dihaš. Ampak veš, kaj je pa največji problem pri gagbolih, oziroma kaj je najbolj nevarno? Ne uporaba. Oziroma ne uporaba. Neupoštevanje navodil proizvajalca. Mislim, ja, kaj pa so navodila proizvajalca? Pa ne vem. Problem je, če naprimer daš človeka, ki imaš gagbol v ustih, ne moreš sline dobro požirati, a ne? Ja. Si In se predstavljaš, ne? zadušitev. Če si na hrbtu recimo in ne moreš sline požirati, se lahko slino zadušiš, tako je bravo. Wow. Nekaj povem kot Tako gasilec. da, Evo, to ti zdaj predajam, ta Hvala. gagball. To ni bilo nič uporabljeno, tudi če je bilo vse v redu. bom kar tole tle zraven zlagala, to, kar sem že imela. Ja, super. Tole pa, a veš, prej sem ti pokazala najbolj realističen masturbator, tale pa nerealističen. Kaj pa to nek vesoljski? Ja, ne, to je pa ožemalnik za solato, so enkrat eni rekli. In to deluje. Ja, prižgi, drž tole 5 sekund. A? Jezus Krist. Ja, res, Jesus Christ. Sam veš, kaj se jaz bojim, če začneš to preveč uporabljati, tako Ja. kot pornografija, če je preveč. Ja. Da ti pol samo še to sede, pa na ženske. Da bi te sklopil, Ja. dosti je bilo. Lahko se navadiš, ampak to je lahko tudi problem z roko. Ker veliko, a si poznaš izraz death grip,
That, Ne, how the ne vem. No, to je ena stvar, ko jo Kako to zgleda? In Veliko- to se vrti, to se vrti. Ja. kar zanimivo. A bi dal ga drugače noter? Probo bi, ja. Okay. Mislim, Dobro. To je ampak edini pravi ne bi pa odgovor. kupil. Ne bi pa kupil. Ne, to je pa marketinška poteza. Dead grip je pri moških, ki se navadijo, da masturbirajo na en način in ponovadi ful močno tudi stiskajo penis. Navadijo se, da pač ga mora res Ja, stisniti, pa res okej. z določenimi gibi, pač, da jim pride in jim pač pride tudi ful hiter. Pa ko pridejo, ne vem, ko so pa s partnerjem, partnerko, pa ne morejo doživeti orgazma, zato ker stimulacija ni dosti intenzivna oziroma ni dosti Oziroma, tako kot specifična. oni hočejo. Ja. In to je lahko problem tako pri moških, kot pri ženskah. Tukaj ni problem ne v igračkah, ne v ničemer, ampak samo to, da se ti navadiš neke repeticije oziroma nekega točno določenega giba, nekega Prav ne načina. smeš preveč masturbirati. Ali pa moraš samo malo spreminjati to. Ampak kako Spice lahko it up. drugače drkaš kurac? Ja, Opa. zamenjaš roko. To so pa zdaj že grdi izrazi. Kako lahko stimuliraš svoj falus z roko na različne načine? Ja, Mislim, tle imaš, ne vem. a fora, mislim, Mislim, a kaj, malo spremeniti, roko zamenjati, ne vem. roko zamenjati, ali na pa pač, vsake toliko. ne vem, res začneš bolj nežno. Ko fora v tem, ne, ker ti je pol bedno, ker Se ti mi ne zdi, pride da toliko tipi se ga hiter. hitro drkajo doskrat. Ampak to je Mislim- pol problem. A veš, posebej pa tudi, s tem se tudi natreniraš, da ti pol hiter pride, ko seksaš. Fakt. Tako Se mi zdi, da je to da- kar težava. Ja, lahko je, ja. Ampak se da, dobra novica je, da se da to vse odvaditi oziroma odnaučiti. Ampak vse to s konsistenco. Pač Se pravi, moraš si res že ponovitev. mislim. Več res- ponovitev, mojster dela. Ja. Pa ne smeš Okej. takoj obupati, ne sme ti biti, no, moj gaz, zdaj mi pa že 10 minut ni prišlo, ko si pač zamenjal stisk ali whatever. In sam pač to je, ne Moraš si čas smeš. vzeti. Ja. Ker zdaj, če Koliko je drgaš samo povprečen zato, da ti pride v 3 sekundah, pa tudi ni spet to. pol- To, ja. Ja. Tako da to, potlej pa, da vidim, kaj bi naslednjo stalo. O, tole. Zdaj gremo pa na analne zadeve. Hihi. To je vam ženskam ful zabavno govoriti, ne? Nam tipom je malo neprijetno. To je, Daj probi uganati. Če slučajno lahko ugotoviš, kaj je to, prav zanima me. se to vrti. Ja, se lahko zavrtiš. Ampak se nekaj Kar vrt, kar vrt. baterije. Krvrt. O, vem, kaj je to. Kaj? Na roke vibrator na laupa. Ful drugače, dobra ideja, tako ne bi pomislila na to, ampak ne. Ne bom vrtel, ker se bo nekaj zgodilo. Ne, lahko do konca vrtiš, nič ne bo. Mislim, bo, ampak nič tazga skeri. A vrtiš zdaj? Ja, to se čutiš? šir. Ja. Aha, to je vijak. Če so sred... Si rekel, če to je vijak. Ja, noter je vijak, 100%, tukaj pa sem moški. Bravo. In sicer to je verjetno ideja iz srednjega veka, ko so ljudi mučili in so jim šraufe dajali v telo. Jaz bi rekel, da zdaj pač očitno nekaterim to paše. Ali si pa sam ne upajo priznati, da jim to paše, ampak pustimo to. To je Cool. v bistvu, To je, a ti pomaga. to je bad plug za tipe. In za ženske. Okay. V bistvu je bolj namenjen dilaciji. To je analni dilator in Kaj pa je za dilacija? razliko od bad pluga, Zgodi. dilacija je pa raztezanje. Aha. Ker če se hočeš lotiti analnega seksa in če hočeš, da pač to dobro izpade in da ni boleče in da Se je moraš prevajati. polno užitka, ja, moraš počasi Koliko anus časa raztegniti. moraš pa to imeti? A to moraš pred seksom ali moraš to, ne vem, 2 Pred. uri na dan prej trenirati? Lahko tudi, Okej. če pač naprimer je analni seks your preferred Okay, form okay. seksa, potem ja. Ker imaš tudi to, v bistvu, enkrat sem poslušala en podcast, zdaj bom spet malo zašla, ampak bom prišla na to nazaj čez sekundo, Prid. od ene bebe, ki se prav anal acrobat se reče, pač temu, s čimer se ona ukvarja, pač s pornografijo Okej. se ukvarja, ampak prav ta zvrst, ki si dajo res bizarno velike stvari v anus. Okay. Od flash do rok. Ampak do to res sede ali je drevov. to samo pornografija? Ja, lahko tudi sede. Sicer, ko greš že tako na neke full velike zadeve, ni spet, mislim, lahko je tudi full telesno, ker itak je pač tako overwhelming, kot je Okej, to fair. v enih občutkov, ampak tudi tako mentalno je, ker pač se ni vse samo v tem, kar čutiš, ampak tudi v mentalno, ker veš, da gre to Bod na vate in realni si tako, oh my bolečina God. je tudi od tega, ne? Tudi. Marsikdo se tudi s tem Ja, itak. zadovoljuje, oziroma mu je to Tak. všeč. Tako da tole je pa namenjeno temu, da lepo anus počasi raztegneš, pač po milimeter in po milimeter. Lahko se pripraviš tudi z analnimi čepki, a ti je bilo všeč to zdaj. Ne, sam pač Tale to nasvet bizarno je je. bil tako dober. Bizarno je zdaj to. To je tako neka nova Ampak zadeva kul je, zdaj. lej.
Če se jaz grem nekega odprtega človeka, se pojmo. Pa ja. Cool. Ker, velikrat se ljudje lotijo analnega seksa tako, da mogoče malo plune gor tip. Če gremo zdaj, naprimer, da sta tipa beba, ne. Da malo plune gor, malo tako, no, mogoče da en prst noter, pa tako, ok, ready, in potem itak, da boli, itak, da nikoli. Obilo lubrikanta rabaš. Najbolj, da je analni lubrikant. A poznaš razliko med analnim in navadnim? Koliko se bom naučil? Bom ga zapiske delati. Analni To si bom lubrikant. pol, ko bom pogledal posnetek, sem še zapiske smart. naredil. This Zato is day in the snemam. moment. Zato snemam. Bova doma zapiske delaš, I Ja. love it. Analni lubrikant je gostejši, pa ima kasneje se posuši kot navaden lubrikant. Pol imaš pa še, Zakaj je gostejši? Ok, bolj je, zaradi uporabe. pa tudi zato, ker je oženje boljše, da je boljše, no. Zakaj gostejši? Kjer je dobro vprašanje? Ne znam razložiti, moraš probati. Okay. Bomo, To bi bilo, ja. bo ona pogooglala, pa zvedla, pa Mislim, bomo dali noter. veš kaj je fora? Že samo to pri teh analnih zadevah, sploh analni čepke ali pa kaj, ponovadi imaš to dalj časa noter. In zadnja Ampak stvar, analni seks res to sede, ali je samo a thing zadnje čase, ker je pač prepovedan, oziroma po domač povedan, ful po kmečko primitivno povedan, ženske ne dajo riti. To sem zdaj res primitivno rekel, jaz se s to izjavo ful, ne da se ne strinjam, ampak mi je ful gadna izjava. Aha. Ampak, a je to res a thing, ali je to res nekaj, kar je neodkritega, pa šele zdaj odkrivamo, da je pa to kul. Ali Ne je bi to rekla, da mogoče je bolj neodkrito, ego? ampak je pa definitivno o tem se ful veliko govori in... Zaradi tega je pol tudi, bom rekel, marketinško veliko Ja, tega. ampak je pa drugače, ni pa zdaj tako, da je analni seks kao samo zaradi tega, ker je a thing, ki se o tem govori, da je zdaj to popularno. Dejansko pač analni seks lahko ful fajn. Okay. Če se tega znaš dobro lotiti, Ja, vedno ja, boš vem. imel ljudi, ki jim pač ne bo kul. Pač Ja, ne ja, bo, pač a sej, veš. ja. Ampak večina ljudi, ki se tega pač loti na en dober način, ki imajo partnerja, ki zna iti počasi, ki zna poslušati, je lahko zelo fantastičen. Za tipe sploh, ki imate pač prostata v rit, mislim pač čez ano se lahko prostata dobro stimulira, ni noter, ampak pač Kje pa je? zraven. Najlažje ti tako razložim, če se zdaj predstavljaš, da je tle penis, tle Ja. so moda, tle je presredek, tle pa pol Ja. anus. Ja. No, tle nad presredkom gor je pač par centijev Prav gor. moraš dol porivati. Okay, Če reš pol, ampak če reš čez anus, noter je pol jih tlele. In pol, če Ja, imaš, razumem. na primer, oh my god, I think I have the, evo, ti bom takole pokazala. Pol imaš pa lahko igračko, ki ti To sem pa že stimulira, slišal, ja. a za Nexus ali... Ne za Nexus, pa ne, vem, da so Nexus telefoni bili včasih. Ampak Sorry, saj sem očitno ga jim imela. ni šlo. No, evo. Tlele imaš potem penis čez, tako, tle imaš pol moda čez, tle ti stimulira pač presredek in tole ti stimulira prostato. Čak, ti še Ima to pokažem, kako baterijo se not? tole vrti. Fila se na polnilcu. Sončne celice. Tale se potem čakam, dala na malo hitrejši. Baterija je šla. Cool. Oh my god. Ja. Očitno veliko pravi. Ok, pustimo naprej. No, v glavnem, to se vrti in pol ti tako masira prostato in pol tukaj vibrira in te vibracije se pač čez tkivo prenesejo na prostato in Bom pol ti dotaknil stimulira na tega. prostato tako in tako. Ja, daj, pridem drž v rok. In pol je še kul zaradi tega, ker ti pač stisne pri penisu in imaš potem pač erekcijo tršo in daljšo. Zdaj tele njih nekam gre. To bo ful dober. Samo res. Pust zdaj. Da Se se nimam moraš pojma, delati, sploh kot da kdo ni je. nič. Ok, cool, ja. No, Mislim, ne glavno, vem, je bila moja mami, ne, to je mami oči. po moji oči tamle. Ja, oče gleda, kaj dela. Na našem dvorišču sva, ne vem, če boš to pustil. Ja, noter, ker se ona ampak- boji. Ja, z neznancem v avtu. Ja, lej. Ok, cool, ne bom nadaljeval. Kaj smo hotel reči? Ta ring, Ja, kako se mu reče? Ring, obroček za penis. tako. Penis ring. Ja, to pa sem že videl. Zakaj je to tako dobro? Ali kaj, da ti zadrži? Ali Tudi mečkan. V bistvu, kada šlo ker gor, piše gor na navodilih za uporabo tega penis ringa, piše, da ne smeš imeti več kot 30 minut. res je. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko ti Ustavaš zateče penis. krvavitev. Ja. Okej. Ja, prekrvavitev Izvoli, ti podarjam nazaj. prekrvavitev je dobesedno omejena. Sicer sem zadnjič na sejmu govorila z enim tipom, ki je rekel, da je imel to tudi po veliko več kot pol ure gor. Sem tam tako, ok, srečo imaš, da pač ni bilo nič hudega, pa smo tako, ok, imaš kakšnega, ki te ne stisne toliko in je bil tako, jaz si dam kar elastike gor in čisto dobro stisne. Smo tako, Bog te ima očitno zelo rad, ker, oh my god, kaj ti delaš. Tako da ja, pač, fora je v tem, vsa ta navodila, ki so narejena
širšo publiko, vedno se najdejo izjeme, vedno se najdejo eni, ki pač lahko Ekstremni dajo to umazane igračke vase in jim ne bo nič. In vedno se bo najdel nekdo, ki bo dal lahko najbolj očiščeno zadevo in bo pač problem imel. Tako da, čak, še nekaj bi ful rada najdla. Nekaj, kar pa jaz rada vsem tipom pokažem, s katerimi govorim. Izvoli. In sicer, evo. Kaj misliš, da je to? Šivanka. No, Nimam pojma. nima kaj je to. une luknje za nitko. tako Ja, da ja, nimam guess pojma, to je again. sveder, je to sveder. Ne, ni. Ni. To so, zdaj ogano, analne kroglice. Ne, niso. Ti me analne O, kroglice Bog pokazala, to so pomagaj. analne kroglice, se ti zdi ful podobno. Ne. Oziroma v manjši izvedbi. Ok. Zakaj je to? Moški imate eno luknjo tam, kaj je rit, pa še eno luknjo lulamo. tam, kaj lulate. O, Jezus Christ, zakaj bi to naredil? Pa je ful dober. Pač ja ne vem, glede na to, da so se kolegi testirali za spolne bolezni in sem vzel tole, kaj je že. A je to bris. In grejo tam not in pravijo, da boli. Oj, se upravičujem, bom sam tišala tole. Ja, daj, Joj. ni panike. Se bo naredila tle res. To moje ven zrezo. Ne, To ne bom, itak da boš. ja, prav bom pustil not. Hvala. Ok, cool, in zakaj je to dobro? To pa prvič slišim, da je bilo to dobro. Tako No, da, to so se pa imenuje čepek za penis oziroma dilator za penis. Ko začneš, ne začneš s takimi, to je kovinski, s teksturo, to je za tako res napredne uporabnike že. Ko začneš, imaš tazga silikonskega, ki se mečkan pač upogiba zaradi tega, da Ja. lažje sledi pač Ok. penisu. Ampak a to je pol pomoč tudi za erekcijo. Ne, to pa To to je gre samo v tako. mehko tkivo. Ja, na pol trd, ne v trd ga ne daješ. Mehko na pol Aha, to ni trdo. ono pomoč, da bo zdaj raven. Ne, ker tudi Aha, ok. to ne uporabljaš, ko imaš to noter, ne seksaš s tem. In tudi to je tako, pač to gre samo od sebe, to samo tako noter zdrsne. Puk. In pa imaš te na koncu to bunkico, zato da ne zdrsne do konca noter, a ne, ker pol pa bi bil problem. Tako da to je tako lepo. Jaz sem ful prebrala enih teh, A že to že uporablja v praksi? jaz na sebi itak ne morem, nisem Aha. tudi na nikomer, nisem še. Ok. Ena sodelavka, po mojem to lahko rečem, se nobene ve kera, je to pa sprobala na svojem tipu in mu je bilo prav fajn. In tudi, ko sem jaz brala revije, so ful pohvalili. Tako res sem bila ful presenečena, vsi so bili tako najprej ful skeptični, so bili tako, omega, to je snebi, to je grozen. Pa so sprovali in so bili tako, da je to nekaj najbolj norga. Fora je v tem, da lahko s tem, če dosti dolgo stimuliraš tudi prostato. Aha, od druge strani. Ja, ker ne vem, Razumem. če veste vsi to, ampak prostata teče čez sečnica, teče čez prostato in če prideš čez sečnico, je prostata stimulirana na Prav način, pri da ne moreš. seksu v bistvu samo dobro poznavanje biologije, anatomije človeka. Tudi. Cool. Tako da tole je ena mojih najljubših igračk, ki jo rada pokažem ljudem, zaradi tega, ker so si vedno zelo Sam zato, šokirani. ker jo sem bet, ja. Pač, v redu. Ampak pač To je ne pa dejansko pomeni, da je huda najboljš. stvar. A ja, ampak če slučajno Ne bo veš. kdo zdaj inspiriran, da to proba. Tukaj moraš biti pa zelo previden, kar se čistoče tiče. To pa pač, ker zadnja stvar, ki jo pa hočeš, je pa, da v sečnico pridejo bakterije. To moraš prekuhati pred uporabo, če imaš kovinsko, jo itak moraš ohladiti še prej, čiste roke, odlagati na čiste površine, uporabljati V glavnem, če sterilen folk- lubrikant in tako Če naprej. to vidite v kuhinji, da je nekdo prekuhava, vprašajte se, kdo je vaš fotor ali pa moški, ki to prekuhava. To se vprašajte. In to ni za delati piškote ali pa kaj podobnega. Ok. Veš, kaj bi bil zdaj šok, da bi jaz to že videl kdaj? O, Jezus. Veš, to bi bil pa zdaj A kaj pa bi preblisk. se pa mogel delati, kao, oh my god, kaj pa je to? Ne, problem bi bil, če bi to jaz kaj videl, ko bi kdo prekuhaval, pa A jaz ja, ne bi tako sem vedel. mislila, kao, da bi že pač A to ja, jaz, poznal in bi mislim, se jaz se zdaj tla- že skozi delam, da ne vem nič. Okay, To je pa koliko- še en to je pa masturbator imam ful termoška. dober. Ta je pa moj najljubši masturbator za moške. Če bi Ok. mogla enega izbrati, ki bi rekla, ta je pa the best, bi pa tega izbrala. Pošljati ga najprej. Ok, super, to je pa res taka tortica. Ok, ja, to je pa že kar legit. In čak, to To je še pa ni vse. anal. Ni. Ni nič specifičen tale, Aha, ok. takole, če koga zanima. Tole, No, ta se tudi pržge. tale se sajn vibrira. Čakaj, sam da Se najdem te sa. pravo. Aha, Prav se savt. daj prst noter. Prst zdaj noter. Pa tako, da se zamaši čist. Ne me Čutiš? jebat. Kvaso znajdel model. Čakaj, vam bom takole pokazala pringa. Da si bodo ljudje lahko predstavljali, ker tole je pa, ko sem jaz to prvič videla. Pač kaj vse obstaja.
Evo. Tako da si predstavljate, kaj čutiš. In vibriraš še noter. In tole je fucking mehko, a ne? Ja, zelo je mehko. Zdaj se pa še ta sprazno, briljantno. Bomo treba malo nafilati te Boš igračke. imela pa zdaj doma. Oh moj bog. Tako da tole. Ok, koliko imaš še teh igračk? Ja, ti povej, koliko jih hočeš, ker imam Ja. še ene par. Ja, dajva kar A dava peva, nekaj za čez to pa bo ženske, na ali dam koncu. nekaj za moške še? Dajva oboje. Koliko imaš pa še teh stvari? Še ne pol toliko, kot zdaj. Oj. Mislim, še ne. Ne rabo vse. Ne rabo, vse nekaj. Ker bo jaz tudi raje ostala več skrivnost. prenesem, kot Ja. Dajva še eno stvar, ki ti je ostala noter za ženske, ki se ti zdi, Ok, vem, kjero. da bi jo vsaka rabila. Ok. In Kaj je to? tišina je Prvo bila sem kar mislil, da je glasna. Izvoli. Še ne znam rokovati s tem. Se vidite vprašali, če si že kdaj videl kaj takega, ampak vem, da nisi, ker ne hodiš Zdaj, v sex če bi bil shope. idiot, bi rekel, da ne bom tega. No, rekel. reč. Da je to menstrualna skodelica. Nimam pojma. Okej. Kaj je to. Za une, ki sam poslušate, bomo pisala, to zgleda kot una račka, Večina bo gledala, ampak una rubber duck Ja, in ne zgleda niti približno kot čajnik zgleda. menstrualna skodelica. Pač tako, če kdo že kdaj videl menstrualno skodelico, predstavljajte si nekaj, kar ne zgleda kot menstrualna skodelica in si boste predstavljali, kar vam je zdaj v roki. In in jaz kar sem je falil. Jan, In jaz saj sem si Jan, falil. Ja, Jan kar sem je Jan res. ravno kar opisal kot menstrualna skodelica. David. Oh moj bog. A te kličejo Jan David ali te kličejo sam Jan? Tu me pa vsi vprašajo in jaz jim povem, odločite sam. Ampak kako te pa večina ljudi? Mami me kliče Jan David. Cute. Sem Drugače kar nič. Jan Če David. ti že dala dva imena, valjda bo oba uporabljala. edino Sta prav. dala, pa se nista mogla zmeniti. Kaj je to? Kako dobro veš malo po tvojih starših, malo o seks Vidiš, igračkah. to je vse povezano. Če ne bi bilo mojih staršev, me ne bi bilo. To je- Eni vejo, In če tvoji starši ne bi- fora, ampak bom ti pol povedal, kaj je fora. Oh moj bog, ok. Izvoli. Tole je pa nekaj najboljšega, kar so si izmislili proizvajalci seks igračk. Vibracije vsi poznamo. Tole ne vibrira, tole dela na zvočne valove. Lahko ti prižgem, ampak to... Ne bom slišal. Boš, ampak ne moreš si predstavljati občutka. Pač to je na roki, je to pač kar A nekaj. to je v bistvu bas. Ja, neke vrste. V bistvu jaz vedno sem razložim, da si najlažje predstavljaš, kako to Kot deluje. domaček prede. Kot domaček. Legit, Kako to lepo nice. opisano, drugače to pa še noben rekel, ampak Vidiš. mi je zelo všeč. Ki je romantik. Res, oh my god. Ampak to tudi vleče nekaj. V bistvu ne Vakuumira. vleče, ampak tako piha zrak, tako pa dela. Čeprav rečejo temu klicakar, pač mu pravijo, kot da vleče. Obrneš to tako. Sam pač, Če tle, vagine. ja, v bistvu se naredi vakuum, se vleče. Ja, vleče. Hudo. Ja, najlažje ti si predstavljaš, kaj to dela, da si predstavljaš, če si na koncertu zraven enega velikega zvočnika. A si predstavljaš une vibracije zvočne, ki grejo tako v tvoje telo To noter? je isto, ja. To je isto, samo da stimulira cel telo, To je v bistvu stimulira sam klitoris. dober woofer. In, Moški, če hočete dobre wooferje v avtih, pa hočete, da ženske impresionirate, imejte to, evo. exactly. Legit. Ne, Ne tole rabite je, 500 evrov dajati. tole je pa ženskam, ki niso nikoli v lifeu mogle doživeti orgazma, prinesel orgazem. Ženskam, ki imajo težave z orgazmi, prinesel orgazem. To so tako res oni, hiter ti pride, orang ti pride, glavna igračka, ki je vredna svojega denarja. V cenah ne bo, ne, ni treba. Bojo sami 110 evrov. To se pravi, imaš 3 različne verzije. Imaš navadenega, tega se ne splača, ta je pod 100 evri, ampak ni tako dober, ker so potem izboljšali. Dobro, so pa daj, naredili pusti boljši nova range. prodajala zdaj izdelkov. A ja, no, ok. Ampak Sam pokazati. Ampak ja, nekaj denarja če boš boste dal, ampak... slučajno, lelo so na 2, to je to. Kursko. Kola. Je še kaj tazga ful pomembnega? Za tipe moraš nekaj pokazati, si rekla. Tole, Pa nekaj, kar ni analno. tole. Tole je analno. pa tudi ful huda Mislim, da smo tehnologija. imeli ful masturbatorjev. To, Kaj pa to? Bogi unika gledate, morate iti na YouTube, da boste videli, pač, ker tole je, mislim, da poslušate, nekaj gledate. Ja. To je pa... To je pa v bistvu, Ja? to nekaj pritiska. Lahko ga prižgeš, pa boš mogoče Da- si boljš predstavljal. To je v bistvu kar Lukas, če ste gasilci, reševalci ali pa kaj podobnega. Kot da bi malo na hitro uživljali penis. In drugač,
sploh ne veš, zakaj se gre, ampak boljših besed ne bi mogel izbrati. Ker tole je stvar, ki Pumpa. lahko pomaga. Ne, če ne moreš doživeti erekcije, lahko to je s tem še pod zmeraj doživiš Ali je orgazem. gor? Pod. To se pravi, tale del pride na frenulum. Tale. Kaj pa je frenulum? Glavica. Bom kar naredil, da pokažem. Klemava. Aja, lol. O, pizda. Čakaj, kaj No, evo. Pa še pest. Frenulum je ta del penisa, tlale. Ok, in to pride gor. Ja. Ampak dobro, ajde, tle ne bo šlo, ker Saj je tam bo, malo čak. prevelik kurec. Falus. Otroci ne tega Ne, čak. gledati. I will do it. Evo ga. Zanimivo. In zdaj direkt pride gor. Tole stimulira pač frenulum. Frenulum je najbolj občutljiv del moškega spolnega organa, če se bomo zdaj lepo izražali, a ne? Falusa. Ne, ok, ja, cool. Falusa. In pač, ko se to masira, pač to je nek oscillating technology, se temu reče. To so v bistvu zdravniki naredili za tipe, ki so imeli kakšen spinal cord, hrbtenico poškodovano. Govorila, to boli. Ja, in ne morejo doživeti erekcije, ampak bi imeli radi pač otroke in najlažji način, da so jim pač spermo ven dobili, je bilo tako, da so pač stimulirali jim penis in tudi, če niso mogli biti trdi, je ta stimulacija še zmeraj prinesla orgazem. In pa so ti pri Hot Octopus rekli, to je ful dobra zadeva, to bomo mi naredili pomanjšano verzijo in ja, tudi. V bistvu imaš prav res tale, je za pare in še zgoren del vibrira, sicer bolj nežno, ampak pač se ga da lahko tip gor in pa se pač ženska sam grinda na to. In ima ta polubaniki od tega, a ne? Tako da tole je, če me vprašaš, ful zanimiva zadeva in ful dobra zadeva, ker lahko ful močkim pomaga. In tudi, če lahko doživiš erekcijo, je tudi top, ker lahko daš mehkega noter in pa te sam stimulira in ti zraste noter lepo in uživaš. Tako da, tale je kar kul zadeva. Super, vrhunsko. Počas prihajava, smo pa že dolga. Kako pa sva? Ja, jaz sem prišel 18. Ja, dolga sva, bova malo daljša, v redu. Deva počas se lotiti zaključka. Okay. Mislim, si nismo nič povedali, ker o tem se res lahko veliko pogovarja, govori. Ja, to je res. Tako da o tem se pogovarjate, tudi tipi, pogovarjate se z svojimi bejbami, ne samo svojimi, tudi če ni vaša, pa če varate, se tudi lahko z njo pogovarjate, bo dalj cajta vaša ljubica. Ampak pustimo to so osebne zadeve. Pogovarjate se, to se meni zdi pomembno, zdaj, ker so danes ugotovile. To se tudi meni zdi pomembno. Če boste karkoli rabili, je ona tle in to je Lucija iz Sveta užitka. Tako. Sem hotel reči eno drugo firmo, pa ti povedal Da si raje bil tih. Ja, boljš, tle je pa marketing. Ne, kar sem ti hotel reči, je što. Kaj pa Kama Sutra? To baš niso. Kama Sutra. Ok, kaj To je pa pa v Kama knjiga Sutri? Kama Sutra. Ja. Oziroma, koliko si pa ti položajev s Kama Sutre probala, evo, da vidimo. A veš, da nikoli nisem šla po Kama Sutri? A veš, da v Kama Sutri niso samo položaji, seks Kaj položaji? pa so še? To so oni napisali prav celo knjigo nekih modrosti in nasvetov za življenje in gor dol levo desno in eden izmed pač poglavij je pač tudi o spolnosti, o seksu, ampak In imaš imate tudi 100 položajev. Ne, koliko jih je? Ne vem, koliko jih je, veš, da ne vem. Ok. Ampak ja, ne bi vedela, koliko sem jih. V bistvu, enkrat, tako ena prigoda, a ne, dobila sem ene karte, kupila sem si ene karte, ki jih imamo, te igralne karte. To so Pa ne Kama vem, Sutra koliko jih je karte. zdaj. Ja, in so Kama Sutra karte in na vsaki karti je en položaj. In potem sem jaz to eni moji kolegici, ki je tako do takrat bila ful zadržana, vem, da se ful niso, pa mi da so kolegice tako že, ne vem, 10 let. In se nikoli niso o seksu pogovarjale. Pač tako, meni se je vedno zdelo, da je ona tako malo sramežljiva okrog tega in nisem pač hotela pritiskati na njo. Potem sem zdela, da je ona mislila, da sem jaz in da pač, ne vem, v glavnem, prinesla sem mi te karte pokazati, ker so se glih nekaj pogovarjale in jih ona tako gleda in jaz tako ful enih položajev tam še nisem sprobala. Niso bili tako čiskareni bizarni, mislim bizarni tako pač, ne vem. So japonski helikopter, se spomnim, da sem ga videl enkrat na Pornhubu. Pornhubu. Kako pa to zgleda, če smem vprašati? Ženska je v bistvu skoka v položaju, v pasjem položaju. Ne vem, obstaja kakšen bolj strokovni izraz za to. Dogi. Doggy style. Oziroma, ženska se pač tako nekako nastavi in tip se vrti, insertira svoj falus in se vrti okrog. In to je japonski helikopter. Jaz mislim, da to res ne sede, ampak da je to bolj unofora. Ja, jaz bi tako rekla. Ampak drugače sem si pa prav predstavljala to, kar si mi to rekel. Želel probati. Ne, Ja. ampak si predstavljam to že od otroštva. In še nisi probal? Ne. Niti nimam želje, nisem neki ful v aviaciji.
Meni niti niso nikoli helikopteri privlačili bolj letala. Aj. Zdaj preden zaključujem, da nam pozabil, se počasi začni razmišljati o vprašanju za naslednjega gosta. Ne veš, kdo je, jaz tudi še ne vem, kdo je, kdo bo. Ga že imam drugače vprašanje. Že vem, Ja. upam, da bom povabil kakšnega normalnega, ki bo odgovoril na to tvoje vprašanje, ker mislim, da bo šla v to tematiko. Ja, ne, mislim, ja, jaz sem mislila to. Ja, seveda, Lahko tudi kaj dam seveda. čistko Ne filozofskega. rabiš vprašati, kaj je bilo prej jajca kura, to smo že imeli. Izvoli z vprašanjem, pol bo pa hitro povzela še mogoče zadevo. Ali so kaj pozabila res pomembnega povedati, sem te pozabil kaj vprašati. Malo so se pogovarjali, malo so se smejala. A je kaj pomembnega, kar bi še mogli povedati? Ne, mislim, da Pa da ne, lahko to nič strnemo v takega. zadnjih 5 minut, zaradi tega, ker imamo težavo, ker sem zdaj ugotovil, da se o tem ne da pogovarjati in bo mogoče naredila še drugi del o kakšni drugi stvari. Ja, saj to bi ja. Zdaj sem Mogla bila bi- tako na široko, zdaj si ugotovil, Zdaj da bi je se mogla- ful ja. enih stvari in pol naslednjič Nisem- tema. ja, Saj tako. nič ni panike, lej. Kul bova pa pod dnev snemala. Pa ležit studije pa Ne bom izgledala kot en duh. Ali pa bom še vse, to ne moreš. Ja, moraš se imeti rada, ne moreš takih stvari govoriti. A misliš, da imam jaz kaj proti duhovom? Kul, jaz imam, ampak kul, pustimo to. Ok, naslednjič nova snemala skupaj, ker Ja, ne po noč. ne maraš gostov. Ok, ker me gostaš. Ben, lepa igra. Kul, naprej, zaključek tega pogovora, dajva zaključiti s tvojim vprašanjem. Okay, vprašaj naslednjega gosta za njegov najboljši seks tip. Pač tako eno stvar, ki jo on dela ali pa ki se pač je njemu zgodila, da je tako, no, to je pa nekaj najboljšega in to morajo vsi vedeti, da obstaja in to morajo vsi Kaj pa probati. je tvoj? O, fak. A veš, tle pa vedno vsak Ne, misli. ne. To bo za naslednjič, evo. Lepa igra. Se gledamo, se vidimo. Upam, da bo zvok in to je to. Hvala ti, da si Če ne, prišla. pa boš podnapise naštimal, zbranje ustnic. Ja, hotel sem sicer reči, da Podcast so s podnapisi, kako zdaj smo zarosila avto in sedaj se poslavljava. Da še Ob- posnem, ob kako imaš vrhuncu. tole. Čak še roko. Ne, sej dobro, takole lahko prekrižava. Ok, kul. Kako si mislil? Ne vem, tako. Evo, to je to. Lepo se imejte, se vidimo, se gledamo. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.